Zaprisega Donalda Trumpa 20.1.2025 v Kapitolu Kongresa ZDA se bo zapisala v zgodovino. Morda kot novi milni mehurček postavljanja svetovnega reda. Morda pa kot resni premik v burno in vročo prihodnost. Skrbni načrtovalci, strukturirani v lože in podrejeni enemu in edinemu, so naredili agendo nove dobe. ZDA kot velesila, ki izgublja tla pod nogami, se oklepa še zadnjih prednosti, ki jih ima na področju medijev, kulture, informacijskih tehnologij, vojaške moči, zastraševanja in, kot je za gospodovalne značilno, blefa. Donald Trump v nagovoru poudari, da se bo Amerika ozemeljsko širila. Potrebuje pač poceni dostop do rudnih bogastev, potrebuje dvig plačil v vojaško zavezništvo za ZDA, saj mora prodati nakopičeno orožje in podobno. To naj bi bilo zagotovilo miru, solidarnega sodelovanja med državami. To seveda niso besede obljube miru. Sedaj pa k parim simbolom. Po ceremoniji zaprisege ter nagovoru Donalda Trumpa dosedanjemu predsedniku Joe Bidenu preneha mandat, vstopi v helikopter in v njem zapusti Kapitol. Helikopterski posnetek pa nam poleg Kapitola bežno razkrije stavbo, ki stoji nasproti njega. Oglejmo si to starodavno stavbo. Posvečena je Thomasu Jeffersonu. V njej je tudi del knjižnice kongresa. Če si jo pozorneje ogledamo, na vrhu vidimo simbol večnega ognja. Gradnja stavbe in pozlačeni ognjeni zublji razkrivajo, da je stavba delana kot svetišče za ohranjanje duhov junakov preteklosti, povzdignjenih, opevanih, toda v javnosti niso bili razglašani za svetnike. Ti svetniki so navdih političnim, gospodarskim, filozofskim in podobnim elitam, ki vladajo. Če nad njimi posameznik ni navdušen, ne more biti del vladajoče elite. To je namreč pogoj za vstop v klub nadljudi. Demokracija in volitve so tako samo zaposlitev misli, čustev naivnih in nevednih množic. Nasproti tej stavbi je Kapitol z muzo navdiha na vrhu in pod njo stranski vhod kongresa. Lepotica, opasana z mečem in ščitom ter nekakšnim orlom na glavi, je s hrbtom obrnjena proti knjižnici, kot da ji sveti ogenj svetišča daje smisel, duhovna krila. V rokah pa drži meč in v drugi roki ščit. Oborožena je in taka ne more predstavljati svobode, ampak bolj predstavlja bojevito starogrško Ateno. Oglejmo si ščit, ki ga nosi. Enak ščit je grb štaba vojske ZDA, kar sem natančneje analiziral v 4. delu Codex Babylonians, Longinusova sulica. Kaj simbol izmenjave rdečih in belih trakov sploh pomeni? Te rdeče in bele trakove najdemo tudi na zastavi ZDA. Rdeče črte pomenijo kri, belina pa čistost. Ščit s to simboliko torej pomeni bojevanje za čisto kri. In če pogledamo zgodovino ZDA, je to država, ki je prilila veliko krvi po vseh celinah sveta. Res je, da je na ta način sicer sprožila zgodovinske, civilizacijske premike, ki bi bili na določenih tehnoloških področjih morda počasnejši. Res pa je tudi, da so pobili veliko talentov in izjemni razvojni potencial, za katerega nikoli ne bomo izvedeli, kakšen je bil. Da o travmah, grehov niti ne govorimo. To lepotico s ščitom pa najdemo tudi v freski kupole Kapitola, imenovani Apoteoza Washingtona. Freska, ki razkriva agendo, je bila naslikana s strani slikarja papeža Gregorija XVI. Leta 1865. Slikar Konstantin Brumidi. Se še spomnite lepe Helene, ki je bila navdih starodavnim Grkom? Po njej so se imenovali Heleni. Oglejmo si sodobno boginjo Ateno, kip iz brona na vrhu kupole najpomembnejše politične inštitucije
v ZDA, kongresa v Washingtonu. Američani, ki plepotice imenujejo boginja svobode. Kolumbija je navdih številnim v tej mogočni državi s svojimi sporočili. V sebi pa ta kip. Celotna stavba nosi številna prikrita sporočila. Oglejmo si jih v kratki pesmi. Boginja svobode. Glej, človeku sem namenjena, njegovemu vzponu. Zato krog moje glave, venček zvezd peterokrakih in nad mano orov mogočni, komaj rojen v mojem gnezdu dviga glavo. Meč v desnici držim in v levici ščit prave krvi. Ko grem v boj, kraljestva pod mano padajo in širim svoj prostor z orlom svojim, ki mu dajem spodbudo in smisel. V krempljih on 3 puščice ima, cilja 3, a izbere enega. Tebi, zmagovalcu, venček svoj slavni dan in otrok ti nešteto porodim. Koga boginja osobaja, izbrane po krvi ali kako drugače? Tiste, ki so pred vsemi drugimi. America first. Kaj pa vsi ostali drugi? Masoni so zavezani posvečenim ciljem. Kdo te cilje posveča? Ja, kar rimska kurija s papežem na čelu. Tako vršijo oblast v zakulisju. V lože posvečenimi skupnostim nasploh. Določajo cilje v obliki dodelanih zamisli agent. Masoni so za realizacijo svojih ciljev zelo natančni, zato imajo za svoj osnovni simbol šestilo. Oglejmo si Kapitol v prerezu. Horizontalna črta Kapitola gre od muze navdiha nad kupolo do freske v oboku pod njim in do predsedniškega pulta. To so tudi 3 nivoji, kjer lahko preberemo napis v jeziku rimskega imperija E pluribus unum. V posnetku inauguracijskega slavja lahko vidimo multimiliarderja Elona Muska, kako se ozira in opazuje freske kupole, kot da raziskuje, kaj vse je tam zgoraj. Ja, tam zgoraj je zapisana agenda, po kateri bo moral tudi sam plesati. Če bi imel sokoli vid, bi nad glavo Washingtona videl prapor z napisom E pluribus unum, od mnogih eden. Da prevedem, vsi smo lahko samo poslušni enemu. Res izjava, skladna z demokracijo, svobodo posameznika, ki mora samo gledati, kdo je ta eden, ki se mu nujno povsem podredi. Sedaj pa samo še potrebujemo razlagalca Božje besede in res ga med ceremonialom najdemo. To je Jud rabin Ari Borman, ki dobi besedo takoj po predsedniškem nagovoru Trumpa. Po njem dobita besedo sicer še 2 patra, ampak on je prvi, ki Trumpa in Ameriko blagoslovi. S tem pa pritrdi izjavam Trumpa, točneje vsemu, kar je Trump verjetno prebral iz prozornega zaslona s projiciranim besedilom. V nagovoru rabin poudari besede propadlega preroka Jeremije, ki je živel med leti 650 in 570 pred novim štetjem. Zaradi naklonjenosti Babilonu je bil Jeremija s strani rojakov kamenjan do smrti. Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda. Dogmatična izjava je temelj duhovnega suženjskega odnosa do sveta. Vsak mora torej samo iskati svojega vodnika, pa je ravno obratno. Vsak naj najprej zaupa iskri Kristusa, ki je kot v njemu samem, in potem bo videl svet in njegovo čudovitost iskanja enosti. Tak človek najde prave poti razvoja sebe in skupnosti. Ni čudno, da so številni gosti šli po končanju slavja mimo rabina, ne da bi ga pogledali, oziroma jim je bilo ob njem očitno nerodno. Rabin je predsednik univerze Ješiva. Menim, da si v skladu z ostalimi sionisti,
ki ne predstavljajo seveda vseh Judov, prizadeva za graditev novega templja Salomona in da Čabat Judi dobijo nova ozemlja. Pri tem potrebujejo pomoč Moze Navdiha, ki je strani rabina v nagovoru dobila svež ogenj borbenosti. Na drugi strani pa ZDA potrebujejo podporo bankirjev in izdelovalcev agent na duhovnem področju, saj če svojega ne zmoreš, se upreš na tuje. Samostojne države, kolikor še so, bodo v tem prehodnem obdobju padale kot domine, potem pa bo ogenj v hiši, a tako daleč rabin še noče videti. Če pogledamo podpornike Donalda Trumpa, zaradi katerih je bil sploh izvoljen, dobra medijska propaganda in všečne besede so namreč dovolj, da multimiliarderji nastavijo predsednika države, tudi in predvsem v ZDA. Vidimo, da je Trump njihova naložba. Vanj so namreč investirali. Toda denar ne more več kupiti vsega in investicija ni tako pretehtana, kot si mislijo. Njihova doba se izteka. Tudi na njegovi inauguraciji so bili prisotni najbogatejši na svetu, kot na primer Jeff Bezos, Amazon, Sundar Pichai, izvršni direktor Googla, Elon Musk, Tesla in podobno. Multimiliarderji vedo, da smo v dobi robotike in umetne inteligence, tudi zato je prebivalcev sveta preveč. To vedo. Vedo tudi, da doba miru dvigne zahteve po primerljivem socialnem standardu. Vojna pa vedno vsaj delno razlastitev odloži in prinese številne investicijske priložnosti posodobitve požganega starega. Prva vrednota multimiliarderjev je posest, denar, drugače ne bi tako nesramno obogatel na račun številnih. To so praviloma ljudje brez čuta za naravo in sočloveka. Da povzamem, multimiliarderji so praviloma po prepričanju fašisti. In ti ljudje so nastavili svojega aduta. Nujno potrebujejo okoliščine diktature. In res, takoj po zaprisegi Trump odstavi okoli 14 generalnih inšpektorjev, vojska, policija, tako naprej, saj mora onemogočati nadzor in to kar mimo 30-dnevnega obvestilnega roka kongresu, kar zahteva njihova zakonodaja. Toda človek obrača, svet obrne, se glasi slavni izrek, ki pove, da so se tu multimiliarderji verjetno ušteli, pa tudi Donald se bo verjetno uštel. Gre namreč za hud preizkus ostankov demokratičnosti v ZDA, v zahodnem svetu nasploh. Sedaj pa par misli iz njegovega nagovora. Donald Trump je povedal tudi to. Oblikovali bomo družbo, ki je barvno slepa in temelji na zaslugah. Od danes naprej bo uradna politika vlade Združenih držav, da obstajata samo dva spola, moški in ženska. In na to reče: Amerika si bo povrnila svojo pravo mesto največjega, najmočnejšega, najbolj spoštovanega naroda na svetu, ki bo vzbujal strahospoštovanje in občudovanje celotnega sveta. Čez kratek čas bomo spremenili ime Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Malo kasneje pa pove: predvsem pa Kitajska upravlja panamski prekop in tega nismo dali Kitajski. Dali smo ga Panami in ga jemljemo nazaj. Ravno barve, uvidi, sanje so razlika človeka od robota. Strahospoštovanje je mafijski pristop, kar ni pot k sožitju in iskrenemu sodelovanju. Velik si, ko znaš deliti, torej predvsem dati. Trump pa stalno ponavlja, kako so vsi drugi nekaj dolžni in da je pripravljen vsem izven Amerike jemati. Donald Trump reče: narod bomo kot noben drug, poln sočutja, poguma in izjemnosti. Donald se dviga nad vse druge, da bodo kot noben drug. Ne da bi druge narode sploh poznal,
Če si v poziciji delne svetovne oblasti, kar ZDA kot pomembna svetovna velesila je, moraš biti razvojno dobroten do vseh, na katere lahko vplivaš. Tu ni več moje, tvoje, naše, vaše. Razvoj je lahko samo skupen, v nasprotnem bomo šli skozi ruševine. Zakaj je torej doba Donalda Trumpa lahko bolj ali manj krvav milni mehurček? Smo v dobi, ko denar ne pomeni več toliko, kot je pred leti. Osebne vrednote postajajo pomembnejše in ravno to bo načelo novo skovano agendo, kot ga je deloma že zorov klobuk Melanije Trump na zaprisegi moža Donalda. Klobuk ga je oviral, da bi jo poljubil. To je poskušal kar 2-krat zapored, obakrat neuspešno. Je to odgovor na njej vnaprej znani nagovor, saj je njen mož poudaril tudi to. Naši ameriški predniki so majhno skupino kolonij na robu prostrane celine spremenili v mogočno republiko najbolj izjemnih državljanov na zemlji. Nihče ne pride blizu. Melanija je slovenskih korenin in je prišla blizu svojemu možu Trumpu za radostjo partnerice, žene in matere. Vladislav Stres.